Živjo, sem Larisa Grezilo, glavna direktorica za HR in korporativno komuniciranje v podjetju A1 in Vipmobil Srbija. Če vas zanima, kako poteka delo na daljavo v našem podjetju, vas vabim, da si pogledate tale video. Torej, tam že nekje v februarju, ko smo spremljali, kaj se dogaja na Kitajskem, smo bili, bom rekla, previdni in razmišljali naprej in smo postavili eno krizno ekipico z tudi kriznim menedžerjem in ta ekipa je bila zadolžena, da nekako zdefinira, kaj je potrebno, da lahko kot organizacija nemoteno poslujemo v primeru kakšne krize. To je bilo dosti ključno, ker smo v bistvu že pred 12. marcem nekako vedeli, kaj moramo razmišljati, kaj je pomembno, kaj ne smemo pozabiti. Glede na to, da je A1 telekomunikacijsko podjetje, tehnološko podjetje, smo bili, bom rekla, vsi zaposleni dokaj navajeni že na delo od doma, vse občasno. Tako da 12. marca, ko smo v bistvu vsem zaposlenim javili, da od jutri v bistvu naj delajo doma, v bistvu ni bilo večjih problemov. Je pa nekaj res, delati občasno od doma ali pa vsak dan je velika razlika. Kar nekaj stvari moraš nekako prilagoditi, da to dobro deluje. Tako da, kaj so bili nam nekako ključne usmeritve? Redno komuniciranje in resnično v obdobju, sploh v začetku, smo dnevno komunicirali z zaposlenim in krizna ekipa je bila v bistvu stičišče vseh komunikacij, kar je ključno, da pač nekako gre en nabor komunikacij do zaposlenih in tudi od zaposlenih, da v bistvu izzivi ali problemi ali bolezen, recimo, pride do krizne ekipe. Torej, krizna ekipa je vsekakor ena dobra praksa, drugo, redno komuniciranje v začetku najbolj dnevno in transparentno, iskreno. Potem, ko se zadeve umirajo in postavljajo, je lahko tudi malo to skrajšan. Klicni center, recimo, rekla sem, vsi smo delali od doma praktično od prvega dneva, najtežje je bilo v bistvu spostaviti za klicni center. Da bi delal klicni center od doma, smo se poigravali s to mislijo že v bistvu nekaj let, pa nismo imeli poguma, da bi se tega lotili. V bistvu nas je korona nekako prisilila, da smo bili tukaj agilni, hitri in smo praktično v 2 dneh tudi našim agentom v klicnem centru priskrbeli prenosne računalnike in monitorje v domačem okolju in v bistvu so lahko resnično od začetka krize delali tudi oni od doma. V času krize v marcu smo kar nekaj stvari naredili odlično, kako pa bi lahko tudi naredili bolje, vsekakor. Na stvar, ki smo vsi v A1 najbolj ponosni, je vsekakor vzpostavitev live shopa. Live shop smo vzpostavili oziroma je nekako imel svoj prvi dan poslovanja 16. marca, torej le par dni po uradni razglasitvi epidemije v Sloveniji. Seveda smo o live shopu razmišljali že prej in je bil plan, da ga nekako vzpostavimo v marcu, ampak biti live 16. marca, ko so vse naše trgovine bile zaprte, kar seveda prej nismo razmišljali, da se bo zgodil, je bila odlična odločitev strani A1 in seveda predvsem za naše uporabnike. Naši uporabniki niso imeli več možnost, da nas obiskujejo v trgovinah, seveda je bil klicni center tukaj, seveda je bil tudi telesales, ampak trgovina je pa bila v bistvu takrat edina naš live shop. Tako da mislim, da so ljudje v Sloveniji, kar večina nekako se dobro ve, kaj smo naredili v A1 takrat. Druga stvar, ki bi jo izpostavila, še enkrat, redna in transparentna komunikacija. Res to je tako ključno. In predvsem razmišljati o sodelavcih, o varnosti sodelavcev, ne samo o fizični varnosti. Jaz bi rekla, tukaj je zelo pomembna tudi ta psihološka varnost in podpora, ki smo jo nudili. In nudili smo resnično dnevno, kar nekaj bombončkov našim zaposlenim v tem obdobju dali, od pralnih mask, ki smo jih poslali vsem zaposlenim na dom,
Od virtualne telovadbe, ki smo jo vzpostavili za zaposlene 2-krat na teden, od virtualnega koncerta Magnifica za naš rojstni dan. To so bile res, kar so se mi dlake naježile, ko zdaj razmišljam o tem. Kaj bi lahko naredili boljše? Mogoče predvsem, kaj bi lahko pred tem malo drugačen, attitude imeli. Bolj hrabri bi morali biti že prej. Recimo, vzpostavitev možnosti dela za klicni center od doma, lahko bi bili hrabri že prej, ne? Ker se da in super deluje. Drugo, kar je, bi pa rekla, vzpostavitev načrta brez torej poslovanja, brez prekinitve, bi tudi lahko malo prej že razmišljali. Ne takrat, ko je v bistvu že nekako kriza bila pred vrati. Lažje bi bilo, nekako lažje šli čez vse stvari. Ampak vse v vsemu, veliko dobrih stvari smo s korono dali čez. Komunikacija in dajanje feedbackov je pa nas v podjetju zelo pomembna. In v bistvu, že tam nekje v aprilu smo vse naše zaposlene vprašali skozi en tak vprašalnik, kako jim gre, kako se počutijo, kaj deluje, kaj so mogoče njihovi predlogi, kaj bi bilo potrebno v nadaljevanju v našem podjetju, tudi glede dela na daljavo. In v bistvu ta nabor odgovorov, predlogov, ki so jih naši zaposleni dali, je bil osnova za definiranje okvirja našega novega načina dela v prihodnje v A1. Torej, vključili smo zaposlene, da skupaj, v bistvu oni, vsi skupaj, definiramo, kako bomo mi jutri kot podjetje delovali. Okviri so zelo pomembni. Ti dajo eno stabilnost, zaupanje in seveda tudi omogočajo uspešnejše, produktivnejše delo organizacije ali ekip. Tako da ta medoddelčna ekipa, ki smo jo postavili, da je nekako definirala ta okvir, je naredila ogromno in zelo pomembno delo. Zdefinirala okvir, kako bo izgledalo naše fleksibilno delo v A1, torej kaj pomeni delati v pisarni, kaj pomeni delati izven pisarne z nekimi, bom rekla, dodatnimi pravili in priporočili v tej smeri. Drugo, absolutno smo se fokusirali oziroma so predlagali, da se fokusiramo, da je osnova našega sodelovanja v digitalu. Torej, digital first je ta neka naša zaveza in v bistvu naše sodelovanje, timsko sodelovanje, delo, postavljanje ciljev, komunikacija, vse je predvsem planirano, da bo potekalo pred digitalom. Je pa seveda jasno, mi smo vseeno človeška bitja in rabimo interakcijo in rabimo se videti, čutiti, po končni fazi tudi pivo na koncu dneva skupaj piti. Tako da tudi sestanki v živo so ključni, vendar bolj poredki. Osnova je digital in zato je tukaj zelo pomembno zdefinirati neko okolje, kjer se to deluje, da lahko potem resnično vsi kot ekipa in posamezniki delujemo v skladu z nekimi dobrimi praksami, ki smo jih postavili. Seveda pri organizaciji dela na daljavo smo se srečali tudi s kar nekaj izzivi. Recimo, eden od teh je zelo jasen. Nimamo vsi doma ustrezne pogoje za delo. Torej, ergonomija dela doma je lahko nezadostna. In to je izziv, ki ga je potrebno reševati. In o tem kar dosti razmišljamo. Drugo, kar je, delo od doma si moraš tudi neke okvirje postaviti. Kdaj delaš, pa kdaj ne delaš v istem prostoru. Ker ta občutek always on, na dolgi rok ne pije vodo. Zato je tukaj zelo pomembno, da smo nekako zaposlenim dali neke napotke, kako si upravljati čas skozi dan in da se resnično izključijo v nekem trenutku in se posvetijo svojim neslužbenim zadevam v istem prostoru. To so v bistvu, bom rekla, kar najbolj
največji problemi. No? Dolgoročno verjamem, da bo vedno več fleksibilnosti dela, torej tudi dela na daljavo in seveda tudi različnih oblik sodelovanja z podjetji, vsekakor. Vendar pa moram reči, da si ne predstavljam, da bi vsi samo delali na daljavo. Vsej v našem podjetju, kjer v bistvu je ta kreativnost in socialna interakcija, timsko delo ključno za kreiranje produktov, storitev za naše uporabnike, ampak tudi za vzpostavljanje te želene kulture, ki je nam tako ključna. In sploh ta pripadnost in kultura, ki jo želiš graditi, danes rabi tudi to socialno interakcijo. Torej, moraš se tudi videti, začutiti, tudi v končni fazi pivo popoldan z ekipo popiti, ker nas to dela močnejše in tako bomo zmagali naprej. Fleksibilni pa bomo vsekakor več kot zdaj.